Sem za krajšo zamudo, ampak te stvari se da ne zavlečejo. Svet liberalne demokracije je danes odločal, kar smo tudi že napovedali, tudi o morebitni podpori v drugem krogu predsedniških volitev. Kot uvodoma je svet ugotovil, da je bila odločitev liberalne demokracije, da gre s svojim kandidatom na volitve pravilna, zato ker je s tem se pokazalo, da se je močno okrepila leva sredina in zagotovo je to tudi bistveno doprineslo k temu, da sploh imamo drugi krog, o katerem se zdaj odločamo. Da smo tako dolgo odlašali, je stvar dejstva, da smo imeli odličnega kandidata, ki je tudi dosegal odlično podporo volilcev in razlika je bila tako minimalna, da je bilo v resnici potrebno počakati do konca prvega kroga, ki je bil šele prejšnji teden. Vse nadaljne odločitve pa so že spet tako pomembne, da jih morajo sprejeti glavni organi stranke. In to je bilo danes. Najprej smo imeli izvršni odbor, ki je bil združen skupaj s poslanskim klubom in zdaj še svet stranke. V zvezi z drugim krogom je liberalna demokracija najprej izpostavila stališče, da bo pozvala vse volivke in volivce k čim večji udeležbi na drugem krogu predsedniških volitev, zato ker volitve so pomembne in pomembno je oddati svoj glas, ker sicer ga bo oddal nekdo drug v tvojem imenu. Torej, še enkrat pozivamo, da ne glede na to, če je morda izgubil kdo svojega prvega favorita, naj se vendarle udeleži drugega kroga volitev, ker volimo našega predsednika in prav je, da se odločimo do konca. Čeprav se zavedamo, da ljudje volijo po svojih lastnih občutkih, po svoji lastni prepričanosti o tem, kdo je tisti, ki bo najbolje predstavljal njihova stališča kot predsednik Republike Slovenije. In čeprav vemo, da ne gre kupčevati za glasovi volivcev in se jih tudi ne da kar tako zlepa predstavljati iz enega konca na drugega, pa smo politična stranka in se obnašamo odgovorno, zato smo danes tudi sprejeli odločitev, da podpremo enega od kandidatov v drugem krogu in sicer dr. Danila Turka. Zakaj podpiramo njega? Zato, ker je po našem mnenju na podlagi stališč, ki jih je do zdaj pokazal, večji garant za to, da bo Slovenija postala odprta, svobodomiselna in svetovljanska družba in pa sekularna država. Iz vseh teh razlogov podpiramo kandidaturo dr. Danila Turka in pozivamo, kot sem že rekla, vse volivce in volivke, da se udeležijo volitev. Hvala lepa. Če imate še kakšno vprašanje? Denis Sarkić Vest, gospa Kresalova, povejte mi, kaj nameravate ponuditi v stranki, morebiti gospodu Gaspariju v bodoče, kajti na nek način vam je tudi malo dvignil rating stranke, verjetno. Z gospodom Gasparjem smo zelo dobro sodelovali v teku te volilne kampanje. Tudi cilji, vrednote, ki jih je on predstavljal v tej kampanji, so tudi naše vrednote. Ne gre pozabiti, da smo mu nudili tudi vso tehnično in strokovno podporo pri vseh mogočih vprašanjih, tako da lahko rečemo, da je govoril tisto politiko, ki jo govori tudi naša stranka. In seveda smo veseli njegovega uspeha in tudi on je vesel svojega uspeha. In ker smo tako dobro sodelovali, bi radi sodelovali še naprej. Ne gre pozabiti, da je on seveda z LDS-om že vrsto let dobro sodeloval. Tudi to, da je bil moj svetovalec v času moje kandidature in priprave mojega volilnega programa za kongres LDS. In zato je neka naravna pot, še posebej na podlagi dobrega sodelovanja v volilni kampanji, da bomo sodelovali tudi dalje. Določene pogovore smo že začeli. Gospod Gaspar je povedal, da si želi sodelovati z nami, da nam bo na voljo. Na kakšen način se bomo pa usedli in pogovorili po zaključku teh volitev in takrat bomo lahko potem to tudi bolj natančno povedali, kako. Ampak vsekakor na nek način bomo sodelovali še naprej. Kaj lahko podpora gospodu Turku prinese stranki? Naši stranki? Predvsem se kot stranka moramo opredeliti do kandidata, za katerega menimo, da bo najboljše vodil Slovenijo. Če bo tudi naša beseda doprinesla k temu, da bo več ljudi šlo na volitve in da bodo tisti, ki morda zdaj še cincajo, ali bi šli za to, ali ne bi šli za to, ker so izgubili svojega kandidata, ali ker ne vejo, kaj bi naredili, šli na volitve in podprli dr. Danila Turka, potem je že to samo po sebi dovolj veliko zadovoljstvo, da bomo doprinesli njegovi zmagi. Ampak, kar se tega tiče, pa je vseeno še treba enkrat ponoviti, da smo prepričani, da to, da smo imeli tako močne kandidate v prvem krogu, je doprineslo k temu, da imamo
drugi krog in morebitni zmagi dr. Črka. Kdo bi pa drugače zmagal že v prvem krogu, če ne bi imeli vi kandidata? Je odprto, če pogledate, kako močno podporo je imel recimo Jelinčič, bi ob še enem osebi kot Gaspari, ki bi pomanjkovala recimo v tej fazi, ki je imela jasna stališča, tudi ostra stališča včasih, bi se verjetno te glasovi razporedili dokaj porazporeno, tako da težko rečemo, kdo bi bil. Ni tako zelo nujno, da bi bil isti drugi krog, kot je zdaj. Nam lahko samo poveste še, kako ste se na svetu odločili pri glasovanju za podporo gospodu Tirku, po procentih je bilo to čez 90%. Svet je soglasno sprejel svojo odločitev. Hvala. Hvala. Mogoče tisti, ki bi šli nekomu prejnjega. A jasno, da je to jasno. Katera dva bi potem vi videli? Ne želim špekulirati, kdo bi bil v drugem krogu, ampak vprašanje je, če bi ga imeli, ne? Lahko bi tudi mnogo imeli. Vas lahko vprašam samo še, če ste že obvestili gospoda Tirka o tej vaši podpori, mora biti po mobitelu, ker mislim, da je na Štajerskem. V štab smo sporočili, da je bila odločitev sprejeta, gospod Čurk pa je ravno na nekem soočenju oziroma na okrogli mizi, tako da bom jaz z njim osebno govorila, ko bo zaključil s tem. Hvala.